Danes bomo pekli pehtranovo potico. Za testo potrebujemo pol kile bele pšenične moke, 15 gramov kvasa, 50 gramov surovega masla, 60 gramov sladkorja, 5 gramov soli, 2 do 3 rumenjake oziroma lahko kar cela jajca, pol žličke vanilij sladkorja, 1 žlička ruma in do 250 ml toplega mleka. Jaz za testo uporabljam za vse potice približno enake sestavine. Velikokrat tudi delam po občutku. Tokrat se bom držala recepta. Za začetek v presejani moki, imamo pol kile moke, naredimo kvasni nastavek. V jamico dodamo kvas in delno od 60 gramov vzamemo sladkor, dodamo malo sladkorja in mleko. Počakamo, da se kvas vzdigne. Ko se je kvas lepo vzdignil, dodamo še ostale sestavine. Ob straneh dodamo sol, potem sladkor, vanilij sladkor, maslo. Najboljše je, če je malo raztopljeno. In jajca. V tretje bom dodala samo rumenjak. Počasi dodajamo še mleko in zamesimo. Mleko mora biti toplo, ne prevroče. Po potrebi seveda dodajamo moko, da dobimo gladko testo. Dodamo še rum. Ko se testo lepo poveže v kepo, testo prestavimo na leseno desko ali pult, torej na neko ravno površino in ga tukaj še nekaj časa lepo pregnetemo. Ko je testo lepo pregneteno in je prijetno, mehko, voljno, ga pomokamo in pokrijemo s prtičem ter pustimo, da vzhaja. Medtem ko testo lepo vzhaja, pripravimo nadev in nasekljamo pehtran.
Za skuti nadev potrebujemo pol kile puste, dobre domače skute, tako približno 1 deci goste smetane, kisle, lahko pa tudi sladko. Jaz rajši uporabljam sladko, gosto smetano za kuhanje, 2 jajca in 2 žlici sladkorja. V skutin nadev ne dodajamo nobenih drugih dišav, da prevladuje pehtran, ki je zelo, zelo dišeč in aromatičen. Zdaj osmucamo in nasekljamo še pehtran. Seveda sekljamo samo lističe, brez stebla. O, kako diši. Kakšna aroma je to. Najboljši je seveda svež pehtran, ne posušen in ne iz zamrzovalnika. Lahko ga pa tudi seveda uporabljamo v zimskem času, ampak ni tako aromatičen. Glede količine pehtrana se lahko odločite. Če ga imate zelo, zelo radi, tako kot pri nas, potem ga lahko uporabite veliko. Če ga nimate tako zelo radi, pa lahko manj. Tako da pehtran po občutku. Tako, pripravljeno imamo skuto, posladkano, smetano in sladkorjem ter nasekljan pehtran. Zdaj gremo lahko zvijati našo potičko. Tako, zdaj imamo pripravljeno skuto, nasekljan pehtran, vzhajano testo in pripravimo si še z maslom dobro namazan pekač. Zdaj lahko testo razvaljamo. Lepo razvaljamo na pomokani površini. Za približno 2 dolžini pekača. Sledi mazanje. Lahko se odločite tudi za manj skute, ampak meni ravno to všeč, da je potem potica sočna, bogata in da ni pusta.
Zdaj pa jo posujemo, bogato posujemo s pehtranom. Tako diši. Takole. Sledi natančno zvijanje potice. Pomagamo si s prsti. Takole. Takole. In jo nežno obračamo. Vsak zavoj posebej. To je zelo pomembno potem, ko bo potica izgledala na koncu. Takole, prišli smo do zvijanja na koncu. Merimo takole približno dve polovički. Zdaj potico le še prerežemo in spet natančno odložimo v pekač. Takole in takole. Poglejte, točno lepo paše v pekač. Spet jo pokrijemo in pustimo, da vzhaja še kakšno uro. Potica je lepo vzhajala. Ne sme biti preveč vzhajana, kajti vzhajala bo še med pekom. Zdaj jo lepo pomažemo z razžvrkljanim jajcem. In jo prebodemo s palčkom. Takole. Zdaj gre v peko. Potico pečemo dobrih 45 minut na 180 stopinjah Celzija. Poglejte, kako je lepa. Hvala lepa za ogled in naročite se na YouTube kanal Slovenian Tradition.